Dober dan, pozdravljeni. Moje ime je Anej Vučić. Moje ime je Ned Fajgelboh in danes smo na oddaji Potencial moje mladosti z Damjanom Blagojevičem. Razbijali bomo malo mite o umetni inteligenci in seveda o trendih, ki se trenutno dogajajo po svetu v zvezi z AI-jem. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, dobrodošli v še eni oddaji Potencial moje mladosti. Vem, da to vsakič rečem, ampak danes boste pa res presenečeni in navdušeni nad izbiro mojih kar dveh gostov, namreč tokrat. Kajti z mano sta v studiu Anej Vučić in Nejc Fajgelboh. Fanta, pozdravljena. Živijo. Čau, Damjan, živo. Najlepša hvala, da ste si, vem, da imate full busy urnik. Zakaj bomo tudi odkrili tekom tega, kaj počnete, čeprav mislim, da je glede na ozadje kar precej očitno, ne? Ja. Ampak evo, vam bomo dal, tako da res hvala, ker ste se vzeli čas. Hvala za povabilo. Ker bi lahko v petek ob tej uri počela tudi kaj drugega, ampak ja, dajte mi povedati, s čim se ukvarjate. Praktično midva sva ustanovila AIS, torej Artificial Intelligence Slovenija, leta 2024 proti koncu leta. Imela sva tudi svoje zgodbe že pred tem, kar se biznisa tiče, smo že prej nekaj probavali, tako da lahko se predstavimo kot kar neki AI specialisti. Super. A naj bi kaj dodal? Evo, prav povedano natančno, tako kakor je. Tako da nimam prav kaj za prepametno. Ampak je bila pa zanimiva, mislim, je zanimiva pot, no, tako bom rekel. Vidi se, da sta usklajena, ne? To je vedno dobro, sploh ko sta dva skupaj, ne? Sta v bistvu tudi soustanovitelja podjetja, sodeležnika, solastnika pravzaprav. Tako. Evo, mogoče bi pa res šli majčkeno nazaj, korak v preteklost, ki si omenil, sva že marsikaj sprobali. Zakaj? Jaz tudi osebno sem sprobal 1001 stvar, ne? In ravno na teh padcih sem se največ naučil, kakorkoli to se sliši kot neka floskula, kot neka metafora, ne? Ampak dejansko mislim, da je temu tako. Ti moraš neke fejle narediti v življenju, videti predvsem, kaj ti ne odgovarja, da bi prišel do tega, da vidiš, kaj ti odgovarja, ne? Tako da, a mogoče samo malo opišete vaš background, kaj ste vse že kaj poskušala, pivotirala, mogoče tudi kakšna smešna anekdota vmes. A sem zdaj malo preveč izzval? Mislim, tako, to bi lahko 2 uri se pogovarjala, sigurno. Ampak iskreno se sploh ne spomnim, ko so se spoznala. Pravi, da ta pravo prijateljstvo se nikoli ne spomniš, kje pa kako si se spoznal. Drugače pa ja, jaz sem imel marketinško agencijo pri 17 letih, on je imel tudi svoj biznis v Bovcu, je apartmaje oddajal, mislim jih še zmeraj. In smo nekako skupaj prišli, sva videla, da imava podobne cilje, iste ambicije in sva šla na kavico 2, pa smo pa že začeli malo o nekih opcijah razmišljati, kako bi kaj lahko. Sicer smo čisto začeli iz, bom rekel, nekih osnovnih zadev. Najprej je bil dropshipping v mislih, da bi začeli neko online prodajo, torej e-commerce zadeve. Ampak ja, se ni lih nekaj zelo dobro išlo, no, mislim, je bilo nekaj zaslužka, ampak ni bilo pa dosežen cilj to, kar sem imela v glavi, no. Pa veliko operativnega dela zraven, ne? Ful, res. In tako bom rekel, no, toliko je bilo enih zadev, ki se nisva niti približno spoznala na njih, da sem mogla konstantno neke zunanje izvajalce noter vzemati in je bilo veliko enih problemov, no, ampak na dolgi rok sem videla, da to ni lih za naju, no, tako bom rekel. No, to je ravno tista zgodba, ne? Najprej moraš nekaj preizkusiti, ker ti mogoče na papirju odgovarja, pa vidiš, da ti pol v praksi ne. Ja. Pa če prav v bistvu, tako kot si povedal, res dostikrat se sploh ne spomniš, kako si se z nekom spoznal tam, kjer je ta kemija, bova rekla, ne? Okej, mogoče zdaj predajam tebi besedo, Anej. AI Slovenija, od kje tak ime, ne? Praktično sta res vzela tako, kot da pokrivata zdaj celo državo z rešitvami, kar v bistvu, kar sem zadnjič videl vajine neke ready-made rešitve, dejansko je res to fascinantno. Ampak do tega še pridemo, no. Odkot ideja za ta ime, pa mogoče kar pol poveste, kaj točno pa počnete na področju umetne inteligence. Zdaj, AIS se v bistvu zgradi, bom rekel tako, no, iz enega stanovanja, ne, dobesedno. Ime AIS je bilo prvič napisano na piši, briši tablo. In takrat, ko sva videla, se pravi, to gor na tabli, sva rekla, evo, to je to, to je to. To je to ime in zdaj bomo pa videli, kako bomo pač naprej zgradili vse ostale zadeve, ne. In tako bom rekel, no, je bilo kar zanimivo, no, kar zanimivo, no. Kar naenkrat smo v bistvu pol začeli, se pravi, delati neke praktične, se pravi, chatbote
in iz chatbotov smo pa v bistvu razvili bolj v neke, bom rekel, notranje avtomatizacije. Ker so nam pol tudi definitivno ful bolj zanimive, no, tudi lažje delati na projektu, do katerega res čutiš neko strast, nekaj zanimivega, nek izziv, a veš. Ne. Ene zadeve, ki so ti pač enostavne, ti pol niso več zanimive, a veš. Po-mojem razumem, o čem govoriš. Se pravi, nekako na začetku so bili bolj chatboti, ki pa je zdaj nekako dement, kaj se dogaja na trgu v Sloveniji konkretno. A dela tudi s tujino kaj? Trenutno je zelo veliko vrat odprtih za tujino. Sicer bom rekel, da trenutni cilj pri IS-u je to, da najprej, bom rekel, zavzamemo celo Slovenijo, potem pa da gremo šele naprej, ker nočemo nekaj na pol tukaj pustiti, potem pa iti naprej. Hočemo iti res z nekim močnim imenom v Evropo, ampak definitivno so tukaj ambicije za širitev po celotni Evropi praktično. In bom tako rekel, kar se pa chatbotov tiče, ja, definitivno na začetku je bilo res to neka osnovna ideja. Torej, zato, ker takrat chatboti tudi niso bili še toliko aktualni. Redko katero podjetje jih že imelo, oziroma so imeli te navadne chatbote, niso imeli pa prav AI chatbotov. Tako. In to je čista razlika, ker se recimo ljudje, ki se ne spoznajo na to... No, evo, če banalno razložimo recimo razliko. Čist enostavno povedano, chatbot je kakor da bi jaz zdaj napisal v sistem od chatbota 10 vprašanj in bi zraven napisal 10 odgovorov. In ta chatbot si to da v spomin in katerokoli od teh vprašanj, ki jih imam zapisane, se odgovori na tak način, kakor sem mu jaz rekel, da odgovori. Ja. Medtem ko AI je pa pravzaprav baza celotnega znanja na internetu in ti lahko AI tako bom rekel, navežeš, da praktično lahko odgovori na katerokoli vprašanje. Ti greš lahko recimo na našo spletno stran, na našega chatbota in ga vprašaš, zakaj je trava zelena in ti bo točno povedal celoten proces, zakaj. In čist neko vprašanje, ki sploh nima veze s tem. No, sej, evo, zdaj si na tem nekem plastičnem primeru pravzaprav tudi mogoče gledalcem, pač niso vsi na nekem enakem stopnju razumevanja te tehnologije, ne, razložil, kaj je sploh nekako AI in kaj ni AI, ne, ker se tukaj pridemo pa do naslednje stvari, ne, da se precej tega nekega hajpa okrog termina AI, ne, pa tudi Gen AI, ne. In v bistvu zdaj, kaj sploh je umetna inteligenca, dostikrat vidim recimo brendiranje, da je neka rešitev napredna, marketinška ali pa polautomatizacija brendirana kot AI, pa v svojem bistvu to ni, a ne. Kaj bi svetovala recimo nekim posameznikom ali pa sploh manjšim podjetjem na trgu v tem balastu te ponudbe, kako naj filtrirajo, kaj je nek hype, kaj je res deluje za njih, tako na splošno recimo. Mislim, definitivno moraš imeti tukaj, se pravi, enega svetovalca, ki ti bo svetoval vse, a ne. Super. To je ena krat ena, ne. Ja. Zdaj pa, bom rekel tako, ne, nimajo vsi, mislim, niso lih vsa podjetja primerna za AI. Mislim, neki določeni procesi so, ampak niso lih vsi, a veš. Tako da jaz bi definitivno rekel, da se more tukaj res, se pravi, direktor podjetja oziroma kdorkoli je pač vodja tam, ne, se mora res odločiti, a je AI za njega ali ni AI za njega. Definitivno so to tudi dragi, bom rekel, procesi, ne, niso lih zdaj, bom rekel, finančno na tak način dosegljivi. Nedolžni pa dosegljivi vse. Ja, tako je. Tako. Potem moraš pa tudi ta sistem mesečno vzdrževati, tako da ni to enkratno plačilo in bo pol v bistvu vse samo delalo. Ti moraš praktično v bistvu vsak, bom rekel, mesec plačevati za te svoje AI delavce, ne, v narekovajih, in drugače ti ne bojo delala, veš. Ok, zdaj, to je dobro izhodišče za mogoče za drugi del, malo širše stavimo to AI delavci in mogoče te neke grožnje, realnost versus reality, a ne, zdaj nadomeščanje ljudi in kje je človek in the loop in tako naprej, ampak prijemo še do tega. Mogoče bi zdaj pred nadaljevanjem vprašal predvsem, dostikrat slišimo, da procesi najprej morajo biti poštimani, a ne, in jaz se s tem absolutno strinjam, ker tudi jaz nekaj 14-15 let že svetujem na področju nekih poslovnih procesov, ali so to marketinški ali širši administrativni, a ne. In ti, če imaš v bistvu, mogoče sem celo enega od vaju slišal, a ne, isto rekel v enem intervjuju, če imaš ti mes, ne, mislim, da si to ti govoril, če se ne motim, če imaš ti mes v procesu zdaj, kaj bo šele potem, ko bo AI podprl ta mes, bo super mes, a ne. Tako naprej. Po moje se tega pa res skoraj nihče ne zaveda, po moje več kot 90% ljudi, ki bi na ta način optimizirali procese. Kako vi dva gledate na to? Ja, sej, to recimo mi ful pušamo pri nas tudi, ne. Torej, da nimaš ti kaj sploh razmišljati o AI-ju, če ti nimaš res vseh procesov uštimanih v nulo. Ker če boš ti imel recimo kaos v podjetju, bo AI še večji kaos. In to je napaka pri podjetjih, ki bom rekel, da
vidijo ta hype v AI-ju, vidijo, kaj vse ti lahko naredi in on misli, ok, zdaj bom pa jaz to noter vzel in zdaj bo vse top. Ja, ne, najprej se moraš ti poskrbeti za to, da tvoja firma lepo dela, da ima noter vse procese uštimane, da vse laufa. Popisane, verjetno. Tako, torej, da je čim več enih podatkov noter, ne, ker tudi AI čist na lahek način razložen je pravzaprav samo to, on bo naredil toliko dobro, kot mu boš ti zastavil, oziroma toliko informacij, kot bo on dobil, ne. Čisto enostavno. Absolutno. Tako da, evo, s tem bi tudi v bistvu imamo neko izhodišče za nadaljevanje. Zdaj pa čisto kratka pauza in drage gledalce, dragi gledalci, ne zamudite tega nadaljevanja tega super zanimivega pogovora. Pozdravljeni, dobrodošli nazaj v nadaljevanju oddaje Potencial moje mladosti. Z mano sta še vedno Nejc in Anej iz podjetja AI Slovenija. Ne? Ok, zdaj smo odprli že nekaj tem, pa pojmo zdaj nadgrajujemo to temo. In sicer eno izmed bolj perečih vprašanj, kam vse skupaj sploh pelje. Recimo, mene zanima res iz stališča vaju, ki ste strokovnjaka, ki implementirata dejansko ready-made rešitve na trgu, ki bojo delovale, ne? Ki optimizirajo vse skupaj. Dajte mi mogoče realen pogled glede mogoče morebitnih negativnih vidikov za prihodnost pri uporabi, intenzivni uporabi AI, pa pozitivno. Mogoče dajmo kar oboje obdelati. Pa evo, mogoče začnemo s tabo, Nejc. Ja, zdaj, meni se zdi, da ta nasplošno AI je bolj kot ne yin-yang, ne. Torej, lahko nam zelo dobro korist, lahko nas pa uniči hkrati, ne. In čisto iskreno povedano, noben od nas ne ve, kje bo AI čez 10 let. Mi lahko v trenutnem momentu izkoristimo AI na najboljši način, kakor je možno, ampak nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo čez 5 let, koliko bo to dejansko daleč prišlo. In definitivno je tukaj veliko enih slabih outputov, ki se lahko zgodijo, in pa zelo dobrih, ne. Recimo lahko, jaz verjamem, da ful se te grozote pojavljajo, recimo strah pri starših sploh, ne, varstvo otrok recimo, ne. Tukaj se mi zdi, da sigurno zna priti v prihodnosti, sicer so zgodbe, da se že to dogaja, ne, ker ti lahko praktično slikaš od človeka obraz, ne, in ti narediš katerokoli video sliko od njega, karkoli želiš, ne. In vsi vemo, kaj ljudje recimo delajo, da izkoriščajo to, ne, potem vse take grozote znajo delati, pa tudi kakšne cyber warsi se znajo zgoditi, ne, tudi. Tako da ne vemo, kaj nas čaka v prihodnosti, ampak bom pa rekel, da zaenkrat lahko to v zelo dobro korist izkoristimo. Definitivno. Saj mislim, da edini pravi adekvaten odgovor je ta, da dejansko vsi ne vemo, kaj bo prihodnost prinesla, ne. Ampak samo toliko, da malo mogoče uravnotežimo neko pozitivne pa negativne aspekte, ne, ki si lepo povedal. Anej, tvoj pogled mogoče še kaj dodal? Pa moj pogled je več ali manj bolj tako, kar podoben reči, kot njegov, no. Ampak jaz bom tukaj definitivno izpostavil, da v bistvu, mislim, AI ni glih tukaj, da nas bo uničil, ne, ampak so pa že v bistvu neki znaki, da nam dela lene možgane pa take zadeve, veš, ne. Se pravi, možgani so pa itak tako narejeni, da iščejo neko optimalno pot, veš, ne. Najlažje, ne? Najlažje, ja, tako je. Tako da valjda boš uporabljal ti, se pravi, ChatGPT za šolo, za učenje, za vse, ni da ni, ne. Na koncu pa tvoji možgani bojo pa na pol mrtvi, veš, na tak način. Tako da so svoji plusi, pa so svoji minusi, veš. Ja, ker človek je realno, v resnici nevrološko tako narejen, pa v bistvu možgani so en največjih porabnikov energije, ne, in v bistvu vedno iščejo način, da optimizirajo delovanje, ne. Tako da to je v bistvu vse povezano, bom rekel, z neko biologijo, evolucijo človeka, logično, ne. Ampak recimo, jaz sem dostikrat tudi to dobil neko vprašanje, ne, na raznih delavnicah, ko smo delali čisto osnovne neke AI readiness delavnice, da se človek spozna sploh z orodji. In marsikdo je rekel, ja, saj to je vse lepo in prav fajn, ampak to nas bo uničilo, to nas bo polenilo, ne. Tako kot si rekel, možganska lenoba oziroma, da ljudje ne bojo več sposobni samostojno, adekvatno razmišljati, ne. Pa nekako jaz na to tako gledam, glej, jaz nimam občutka pri sebi, pa zdaj zadnje leto in pol, 2 leti intenzivno uporabljam razne AI modele, da bi se karkoli polenil, kar se tega tiče. Kvečjemu nasprotno, bolj raziskujem, odpira mi nove možnosti, odpira mi nova vrata, sem bolj radoveden, potencira moje razmišljanje na kvadrat in ne samo na kvadrat, na XY potenco, ne. Tako da jaz gledam na tak način, ampak po moje to
od odgovorne in strateške uporabe vsakega posameznika. To je moj pogled. Ne. Kaj pa vidi Menta? Točno tako, kot si rekel, to je vse odvisno od posameznika. To je isto, kot pravijo, da je človek odnar in potem bo šele videl, kakšen on v resnici je. Bravo. In lahko dejansko iz iste zgodbe izhajamo, ne, pri AI-ju. Torej, če si ti v osnovi človek, ki skozi iščeš neke dobronamerne bližnjice, da boš ti hitreje prišel do nečesa, do enega odgovora ali pa do enega uspeha, bom rekel, to ti bo res dobro služilo. Ne. Torej, isto, kot si ti rekel, pri nama isto. Torej, mi gledamo, katere vse modele lahko uporabljamo v našo korist. Zakaj? Zato, da imam jaz lahko pol več cajta za druge zadeve. Ne. Torej, za nek fizični stik z ljudmi ali pa da grem lahko na kavico sred dneva, ne. Da gremo en krog z avti, karkoli. In tako bom rekel, da je res odvisno od človeka, kako bo to uporabil. Ne. Je pa res, da sigurno se v šolah dogajajo te problemi, da otroci v fazi razvijanja, ko so oni pač, ko oni odraščajo, pa ko se razvijajo, se mi zdi, da bo mogoče malo tukaj problem. Zato, ker se bo on navadil že od čistega začetka, že od majhnih nog se bo on navadil, da lahko vse napiše noter v ChatGPT in on sploh ne bo rabo razmišljati. On bo samo mogel pravilno vprašanje sestaviti, on bo dobil vse odgovore. Kar recimo mi v mladosti nismo imeli. Ja. Po eni strani hvala Bogu, po drugi strani pa, tako bom rekel, ne. Ja, Odvisno od človeka. Mislim, da smo zdaj na pravi sledi, ne? Da v bistvu to pa je neka potencialna realna nevarnost, ker tako, kot si rekel, če si ti nisi odraščal s tem, imaš neko zdravo, razumsko distanco do tega. Ne? Ni to edina tvoja realnost. Imaš lahko zdrav odmik od tega. Ne? Tako da, ok, to je en aspekt nevarnosti. Dajmo še enega pokriti, ker sigurno slišite tudi vi, da zelo redno. Ne? Ja, kaj pa bo to zdaj pomenilo za naše zaposlene? A pa sej vodje oziroma lastniki podjetja gledajo obratno, ne, treba je optimizacije, kar tudi ni vedno prav, ne, ampak tako se pač gleda, ampak iz vidika neke motivacije uporabe tega ali pa morebitnega celo odpora zaposlenih, ki razmišljajo, ja, kaj pa če mene zdaj ta tehnologija ta je nadomesti, a ne delno ali pa v celoti. Kako bi vi odgovorila na eno tako predvidevanje? Tako, mislim, težko vprašanje, ampak zelo dobro, ne, tako realno. Ja. Ampak definitivno bi jaz tukaj rekel na tak način, da se ne rabijo še bati toliko. Glede na to, da pač optimizira neke procese, ne, se pravi bolje kot človek, vseeno ne bi tukaj rekel, da se rabiš že toliko bati, zaradi tega, ker vseeno AI prevzame se pravi neko določeno delo, vse ostalo ima pa v bistvu pol človek čas, da optimizira oziroma da naredi ostale naloge v podjetju. Ne. Tako da ni spet, bom rekel, tako grozno. Zdaj, razen če pač bi podjetje rado avtomatiziralo se prav celotno podjetje oziroma celotno poslovanje. Pol pa je to že pol težava, veš. Se pravi, da ljudje odpuščajo zaradi, bom rekel, AI sistemov, veš. Ampak mislim, da tako, kot si pravilno nakazal, v bistvu človek potreben za ta strateški del, za orkestracijo, za kontekstualno razumevanje procesa. Mislim, da tukaj še smo daleč od tega, da ne bi rabili človeka. No, ne vem, kaj mi je. Definitivno bi rekel na tak način, ja, da pač človeški stik je še vedno pomemben. Ne. Mislim, jaz bi se raje komuniciral s človekom, kakor pa z nekim robotom zdaj na tej super oddaji, veš. Tako da jaz bi vseeno trdil, da pač človeški stik mora biti, veš, ne. Tako da AI pa pač lahko prevzame se prav tisto, kar se v ozadju dela, veš. Se pravi, da je še bolj natančno, bolj sharp. Pa mogoče, če gledamo še malo iz tega motivacijskega dela, naj prevzame tisto, kar se nam ne ljubi delati, kar je repetitivno, dolgočasno, a ne, če malo poenostavim. Ja, mislim, moje čisto osebno mnenje je, da bom rekel, da v trenutnem svetu je pač ta kruta realnost, da jaz res verjamem, da določena dela se bodo zamenjala. In to je brez pomisleka. Recimo administrativna dela, to je dosti žalostno, kad tako pomisliš, ker obstajajo srednje šole in faksi za to, da se ti to učiš, ker AI že zdaj lahko praktično vse zamenja. Ne? In zdaj, če mi gledamo tukaj iz čisto ene realne perspektive, recimo enega direktorja oziroma lastnika podjetja, Ja. če on dobi opcijo, da lahko mesečno zasluži, bom rekel zdaj iz glave, 70% več profita z AI sistemom, kakor pa z človekom, jaz osebno verjamem, da večina, ne bom rekel vsi, ampak večina bojo šli v to smer. Zato, ker vsak podjetnik gleda na rast njegovega podjetja, na najboljši uspeh možen. Sigurno je pač tukaj tudi stik z ljudmi, zelo pomemben, definitivno, ampak
Jaz mislim, da to nas čaka, no. Kakšna taka administrativna dela, papirologija, to recimo, ker zdaj prav obstajajo službe za to, mislim, da kar se odšteva čas, no, da se bo to. Ne bi mogel bolj strinjati, je pa tako, a ne, sem tudi prebral, dostikrat kroži ta kvota, ne. AI won't replace you, but someone using AI will, a ne, v smislu, torej, tudi ne bo te nujno ali pa ni nujno, da te bo AI bom rekel, zamenjal, nadomestil, te bo pa nekdo, ki se bo naučil uporabljati. Tako da jaz mislim za tiste ljudi, ne glede na to, a so v administraciji, a so nek marketing v kjerikoli drugi panogi, ki bodo to adoptirala, sprejela, za te ljudi, jaz mislim, se ni za bati. Tako da mogoče s tem nadaljujemo v našem zadnjem delu tega super zanimivega pogovora. Odlično. Tako da, drage gledalke, cenjeni gledalci, ne zamudite še zadnjega dela, verjemite, da bo še zelo zanimivo in koristno. Drage gledalke in gledalci, evo, dobrodošli še v zaključnem finišu grand finale tokratne oddaje Potencial moje mladosti. Nejc in Anej sta še vedno z mano. Super gosta z res, bom rekel, zanimivim vidikom in pravzaprav tudi tem notranjim pogledom na svet AI-ja, ne, ker delate s tem dnevno. Ostali smo na teh morebitnih nekih nevarnostih, kaj je možno vse v prihodnosti. Ne bomo šli v kakšne neke apokaliptične take napovedi, neke zelo temačne, a ne, ki se nekako tudi kdaj obujajo. Bi pa mogoče preden gremo naprej izpostavil še vseeno to, kar si ti Nejc omenil, ta deepfake. Kako se lahko pravzaprav proti temu borimo? A so kakšne kontra neke inteligence, ki lahko to pravočasno detektirajo, poskrejpajo, dajo dol, recimo pomagajo social media platformam? A je kaj takega? Torej v smislu za nevarnost o zasebnih podatkih pa te zadeve. Ja, pa recimo, se pravi, deepfake v smislu tako, kot si rekel, ko imaš od nekoga obraz, da ponarediš, narediš njen avatar, pa to zlorabiš, ne. Tako bom rekel, to je pa vse pol odvisno od bodočih zakonov, ki se bojo ustvarjali, ne. Kaj se napoveduje, recimo? Kaj se napoveduje? Ja, na tem področju zakona. Že zdaj se uvajajo take zadeve noter. Torej, recimo primer na socialnih omrežjih, a ne, ves content, recimo vsi posnetki, ki so objavljeni na Instagram, recimo profil, moraš ti obvezno označiti, da je bil content creatan z AI-om. Drugač ti ga lahko Instagram zazna oziroma ta meta sistemi, ki imajo res, bom rekel, zelo močne varnostne procese v zadnji, a ne. To ti vse odblokira. Torej, če bi jaz zdaj objavil nek video, ki smo ga mi naredili prek kakšnega programa, torej, ki je čisti AI, pa da ga mi objavimo, bomo dobili nič ogledov. Lahko bo gor, ampak ne bomo nobenih ogledov dobili, ker te meta avtomatsko ustavi. In kar je prav, če mene vprašaš. Je tudi neka označba gor na tem materialu? Recimo na LinkedIn je to zdaj uvedel, ne? Ti detektira in naredi, označi, da je to po vsej verjetnosti AI generated, ne? Ja, zdaj prav, da bi rekel nek watermark, to zaenkrat še ni. Je pa tako, da kakor sem rekel, torej, ko se označi, da je bil content narejen z AI-om, tudi spodaj pod ikono profila ti piše, da je narejen z AI contentom. Torej, je nekako, se da ljudem to povedati, da je uvednostno, da je nekaj z AI-om narejen, tako da. Ok, to je nek prvi korak. Mislim pa, da se napoveduje še bolj rigorozna zakonodaja od avgusta in tako naprej. Pa to, kar si rekel, je pa itak že dobra praksa zdaj, da bi vsak posameznik samo označil, da je to bilo kreirano z nekim LLM-om. A drži to? A to tudi vidva priporočata ali kako? Bom rekel tako, čisto odvisno, kakšen je zdaj to content, a ne. Zdaj, jaz osebno mislim, da bi lahko Meta odstranil to, da ti ne rabiš označiti, da je to z AI-om narejen, če ti to koristiš kot marketing. To se mi mogoče zdaj ena napaka pri Instagramu oziroma na splošno pri Meti, zato ker te avtomatsko, sploh te ne vrže naprej, če ti delaš nek content z AI-om, kar je lih v tem smislu bil narejen, recimo so bili narejeni določeni programi, da lahko ti ustvarjaš marketing, a ne. In ja, mogoče glede tega bi bilo fajn, da bi malo zabrenzali, pa malo več pustili ljudem, a ne. Sicer pa ne veš, kaj imajo oni čez, kaj oni hočejo sploh v prihodnosti še narediti. Lahko samo ugibamo, ne. To so veliki igralci. Zdaj, mogoče za trenutek gremo pa v malo bolj take splošne teme, pa vprašam vaju, glede na to, da sta mlada podjetnika, ne, v teh najbolj ustvarjalnih letih, polnih zagona in vsega, tako da ne dvomim, da vaju čaka še zelo svetla prihodnost.
Ampak zanima me, recimo, kako pa vidva, pa hkrati s tem tudi mal na svet mladim, vašim vrstnikom, pa še mlajšim gledalcem, kako recimo, če hočeš biti danes ambiciozen, če si ambiciozen, če hočeš realizirati svoje cilje, naj si bodo, ne vem, poslovni, tukaj sem imel, a ne, ljudi iz posla, iz igralne, iz filmske industrije in tako naprej. Kjerkoli si nek talent in imaš ambicije, kako vse skupaj uravnotežiti? Ta famozni work-life balance, torej neko ravnotežje med delom in neko zabavo in življenjem. In mnogi pravijo, da to sploh ne obstaja, ne? Jaz sem tudi mogoče bolj na tej strani, ampak vseeno, to je zelo pomembno danes tema, ne? Tudi mladi ste dejansko bolj, kar se tega tiče, zavedni kot moja generacija, pa sploh generacije pred nami in bolj iščete to ravnovesje. Kako rečemo vama uspejo? Kako to zgleda vajin dan, teden, tipični? Ja, ponavadi se pravi, neka jutranja rutina je vedno, vsak dan, obvezno. Zdaj, ali je to pozdrav soncu, ali je to kavica. Kaj pomeni pozdrav soncu? Pozdrav soncu, neke vrste joga v bistvu. Okay, ja, glih to, da se malo pretegneš, zdaj, ali pa neke dihalne vaje od Wim Hofa, to priporočam vsakmu človeku na tem svetu. Potem pa v bistvu spiješ kavico, se usedeš za računalnik, odgovoriš na maile, bom rekel več ali manj, da pač delaš 1-2-3 urice za računalnikom. Če je lep dan, greš definitivno na sprehod, tudi če si na kratko s časom, a pa ne na hitrico nek trening. Pa priješ domov, nekaj poješ, jaz bom definitivno trdil, da pač moraš zdravo jesti. Moraš dobro jesti, kvalitetno, ker drugače ti bojo možgani, po moje, se skurala, veš, ne. Tako da, pa nač delaš do večera, oziroma do pozno popoldan in pol v bistvu greš zvečer, ne vem, ali greš na pijačko, ali pa pač, bom rekel tako, si vzameš cajt za sebe, prebereš kako knjigo ali pa dve, take zadevice, no, bolj. Prav, recimo, vidi se pri tebi, ne, da si to imaš zelo razdeljeno, kaj je pomemben, kaj je tisto, kar rečeš se non-negotiable, kar se ne pogajaš, lej, temu se ne bom odrekel, ne glede na vse, ne. In jaz kot prav razumem, ti si pripravljen raje mogoče majčkeno podaljšati svoj delovni dan, na račun tega, da bo zbalansiran, da si boš vmes urinil sprehod, zdravo prehrano in tako naprej, ne. Nejc verjetno podobno, oba izgledata fit, dobro izgledata, tako da jaz mislim, da se oba držita teh principov, ne, da sta disciplinirana, ali se motim? Ne, moram reči, da disciplina tukaj kar zelo stoji, zato ker na koncu na taki poti, kakor recimo sva midva, ni več motivacija, ampak je res una disciplina, pa res una vizija, bom rekel, a ne. Bom pa tako rekel, da ne bi mogel sploh reči, kako moj vsak dan izgleda, zato ker je vsak dan drugače. Pač res to je čista zmešnjava, tako recimo, če bi to gledal en drug človek, ne, kako jaz doživljam dana, ne, ampak bom rekel, da definitivno moraš imeti neko organizacijo, če ne se skuraš, sploh če imaš ti več stvari, kot recimo samo tole, a ne. Bom rekel, da je kratka linija med tem, da sfolgaš vse, pa da se ti sam enkrat, bom rekel, da se ti malo zmeša, no. Ampak bom pa rekel, da definitivno moraš imeti ta zdrav balans, no. Tudi to je zdaj ta hype, recimo na Instagramu pa TikToku, ko vsi govorijo, reskeri svoja 20 leta, ne. Sej po eni strani, ja, moraš ti, če si ti recimo ambiciozen človek, pa da ti hočeš res ustvariti nekaj iz sebe, da se hočeš v primeru upokojiti do 40. leta, da nič več ne delaš, v tem primeru, ja, ampak še zmeraj moraš uživati hkrati. Ne smeš biti, to ni pravilno, da ti od jutra do večera sediš za računalnikom in greš spat in naslednji dan to ponoviš. To pa ni prav, zato ker nobenemu od nas ni obljubljen naslednji dan, ne. In tako bom rekel, moraš znati uživati od zraven, ker res nikoli ne veš, kdaj se lahko kaj zgodi. Ne smeš računati na to, saj bom čez 10 let užival. Moraš tudi. Nikoli ne veš, ne. Točno to, ja, nikoli ne veš. To pa ne samo to, v bistvu poanta tega je, da ti to doživljaš enakomerno razporejeno, da ni zdaj eno obdobje 20 let čisto črno, pol je pa čisto belo, ne. Saj tudi, to je v bistvu čisto napačna percepcija, da boš ti pol užival, ko si ti navajen 30 let garati, izgorevati, ker ti nisi več navajen živeti drugače, ne. To se ti, že pri sebi sem videl, ko sem bil v nekih teh letih, pa sem mogel malo stvari spremeniti, ne. V bistvu imaš ta adrenalin, konstantno si pod adrenalinom, se verjetno tudi sama kdaj to zaznata, ne. Pač ja, avtomatsko nekako se navežeš na ta pritisk, na ta stres in ne moreš brez, recimo, da je tako kakšen dan, ko nimaš kaj za narediti, ker ne veš, kaj delati sploh. Razumem tudi te, govorim, milijarderje v Ameriki, ki imajo res toliko denarja,
stari so 80 let, on je še kar od jutra do večera on dela, ne, zato ker pač Drugega ne drugega on ne zna, on ne more pač, ne, zato ker celo življenje že to dela, ne, in je nekako razumljivo, ne, ker se ni sprašal, zakaj pa on ne gre v penzijo, ker bi mu bilo dolgčasa, ne. Ne bi znal uživati, ne bi znal se usesti na plažo. Ampak to je posledica tega, ker se pravočasno niso nekih stvari spraševali. Ne? Pa ni naše, da obsojamo kogarkoli, naj živi po svoje, ne? Dokler je srečen, vesel, zdrav. Ne? To se mi zdi bottom line. Vsak bo najdu nek drug način pristop k neki svoji lastni sreči, pa da se dobro počuti v končni fazi. Ne? In mogoče bi s tem nekako s to mislijo počasi tudi sklenili naše druženje, ampak ob tem, da oba povesta čisto na kratko, mogoče, če se da, ne ravno elevator pitch, ampak na kratko mladim, ne poslušalcem, ki to poslušajo še enkrat, predvsem v prvi vrsti, pa ne izključno njim, en zaključni nasvet. Bodi pogumen, pojdi za svojim sanjam. Mislim, tisto, kar se zdi vama, ali pa 2-3 stvari najpomembneje, pa vem, da imaš še tudi ti zame eno vprašanje za nekonec, ampak evo, začnemo mogoče najc na svet, pa potem naj. Jaz bom čisto na kratko rekel, sam začni. Okay, super. Samo začni, zato ker toliko je ene zmede zdaj na Instagramu pa TikToku, ki itak vsi živijo na teh omrežjih, da on v enem dnevu dobi 10 novih idej in joj, to bi probal, ne, ali pa bi to. Sam probi, sam začni delati, pa boš že videl, boš naberal slabe izkušnje, ki so potrebne k uspehu. Tako da, lej, jaz bom sam tukaj pustil, rekel. Just do it. Just do it. Used se pa začni delati in to je to. Boš videl, pa kaj bo ratalo. Stvari se po poti pol, to ljudje ne vejo, ki ne začnejo, ne, dobro, šele potem poklapljati, takrat vidiš to sliko, ne, širšo. A ne? Bog ti ni dal take vizije za to, da te bo on gledal, kako ti ležiš doma in nič ne delaš. Bravo. To je vse, kar imam da povedati. Wow. Če imaš močno vizijo, če čutiš v srcu to, če čutiš ti ta drive, če čutiš ti slabe dneve, dobre dneve, lej, moraš iti naprej in to je to. Veš. Niti bo to dano za brez veze, veš. Tako da, pa tudi ni to vsakmu dano. Tako da, to je to v bistvu. Ne. Prav, izkoristi potencijale, ki so ti dani. Ne. To vizijo, ja. Jaz bi s tem, to klepa pa dobra misel, da bi s tem kar zaključil, ampak nekaj si mi želel pa še ti vprašati. Že prej, ko smo se pogovarjali, se pravi o AI-ju in uporabo AI-ja, ne. Sem te hotel samo čisto okvirno vprašati, ker si sam rekel, da že 2 leti uporabljaš aktivno AI. Ne? In evo ti vprašanje, koliko hitro si se navadil tega AI-ja? Da si ga začel vsak dan uporabljati za svojo firmo, za oseben life, pa tako naprej. Ja, jaz osebno zelo hitro. Zelo hitro. Zato, ker sam treba nekaj vedeti, ločiti. Jaz sem cel življenje nekako v tehnologiji, med presekom marketinga, prodaje in tehnologije, ne, IT-ja, tako ali pa drugače, nekega developmenta. Tako da, bom rekel, kljub temu, da jaz nisem izrazito tehnični človek, plujem v tem svetu in iščem, sem dokaj early adopter. Najprej imam začetni nek odpor. Zakaj? Ker mi to pomeni dodati nekaj v moj proces, ki je mogoče že izpiljen, ampak ko ti enkrat vidiš, ko ti vidiš, kam to gre, s čemu to rezultira, koliko bolj poglobljene stvari ti lahko v krajšem času naredi kot ti in da ti točno to, ko sta vidva rekla, prepusti možnost biti bolj kreativen, delati stvari, ki te bolj pašejo. Jaz mislim, tam ni poti nazaj. Tako da to je v bistvu hkrati delno odgovor tudi na drugi del vprašanja. Ja, vse drugi del vprašanja je pa, koliko hitro bi se pa odvadil od tega jaja. Oziroma, koliko hitro bi rabil, da bi se spet navadil, bom rekel, tega prvega dneva. No? Oziroma, da ne bi več uporabljal AI-ja. Koliko hitro bi se lahko navadil nazaj na prejšnji način dela? Res bom iskren, deloval bo, kot sem zdaj nek odvisnik od tega, ampak ne bi se mogel vrniti nazaj. Jaz ne osebno. Ja. Zakaj? Ker bi mi to toliko otežilo, počasnilo procese. Mislim, mogo bi poiskati čisto nek nov poslovni model in posel, kjer bi lahko brez tega z manjšo stopnjo upora dosegel rezultat, ker zdaj je ta stopnja upora ogromna, če ne uporabljaš AI danes. In jaz mislim, da se tega, mislim, to je tako, kot da bi rekel, kaj pa če zdaj ne bi mogel googlati, ne? Koliko hitro bi se vrnil na to, da bi šel fizično v knjižnico, pa klical prijatelje. Čisto isto je, ne? Nekaj, kar ti izboljšuje, optimizira življenje, tako da jaz bi se težko odvadil, pa tudi ne vidim potrebe potem. Evo, odlično vprašanje, tudi sem se že bal, kaj bo nekaj težkega, ampak ja, zelo na mestu vprašanje, pravzaprav, da vsak naredi samo refleksijo, ne, uporabe. Tako da, kaj ne rečem, fanta, gospoda, hvala lepa, ker ste se odzvala mojem povabilu, pa upam, da še kdaj v kakšnem drugem formatu, mogoče tudi v obratnih vlogah, da naredimo še kakšno tako diskusijo, ker mislim, da smo danes odprli zelo
pomembne, koristne teme, tako zelo, bom rekel, na tak laičen način vsem razumljiv. Ne? Tako da, hvala še enkrat. Hvala Hvala, za da smo povabilo, ne. tukaj. Ja, da brez vrhunsko, zdaj pa naprej. Zdaj pa naprej gremo. Vam pa tudi, drage gledalke, cenjeni gledalci, vse veste, brez vas ni nas, tako da jaz sem hvaležen, da nas spremljate, jaz se vam pa še vedno zavezujem in se bom trudil, da vam bom vedno znova pripeljal zanimive goste, ki imajo veliko tega za pokazati in povedati, tako da do naslednjič pa vse dobro želim.